Evropska unija je prepoznala, da je v zadnjih recimo 10, celo 20 letih zelo zanemarila prometno infrastrukturo, in to se je začelo kazati na kakovosti, na konkurenčni sposobnosti in začelo seveda vplivati tudi na ostale poslovne segmente. Prometna infrastruktura je namreč osnovno ožilje, skozi katerega seveda se dogajajo tudi vse ostale oblike poslovanja. In zaradi tega je v tem naslednjem perspektivnem obdobju namenila večje vsote investicijskega denarja in tudi seveda zelo poudarja pri novih inovativnih investicijskih modelih, da se morajo čim več projektov s prometnega področja vključevati v te javne pozive za projekte, zato da bi lahko čim hitreje evropsko prometno infrastrukturo dvignili na tisti nivo, ki je nujno potreben za gospodarski razvoj. V tej luči se je oblikovalo nekaj strateških usmeritev, med drugim najpomembnejše je pač ustvarjanje enotnega prometnega prostora v podporo enotnega evropskega trga. In v okviru tega seveda tudi zdaj iščemo tiste ključne nove poudarke, ki bojo pomembni za to, da bomo lahko ne samo zagotovili podporo obstoječim poslovnim subjektom, ampak predvsem, da bomo tudi promet naredili veliko bolj dinamičen, privlačen. Vsekakor so ta znanja izjemno perspektivna. In kot rečeno, seveda bo na državah članicah na to, da bojo ta znanja prepoznala kot strateška znanja, da bojo razumela, da seveda vsaka infrastruktura potrebuje strokovna znanja, tako kot danes potrebuješ eksperte za vzpostavljanje energetskih projektov, kot potrebuješ eksperte in inženirska znanja za to, da zaženeš določene strojniške projekte. Enako bo potrebno tudi na prometnem področju, kajti nekorekten ali pa morda podcenjujoč odnos do pomena strokovnosti na tem področju, rezultati so danes zelo vidni. Tako da upamo, da seveda se bo s časom, sploh pa s tem poudarkom, ki ga je Evropska unija dala področju prometa v naslednjih perspektivnem obdobju, da bo s tem se tudi povečala prepoznavnost in razumevanje strokovnosti tudi pri načrtovanju prometnih infrastrukturnih projektov, še zlasti pa potem tudi projektov na višjih nivojih, se pravi na nivoju podatkovnih rešitev oziroma storitev.